ampak all in all, god damn it, Audi. Je kar. Današnji vlog bo malo drugačen. V enem vlogu bom združil unboxing pa en avto, za katerega verjamem, da ste ga že kar težko čakali, tudi zato, ker je precej atraktiven. To je pa prenovljen Audi A4. Karavan 2.0 diesel, S-Line oprema, 140 kW oziroma 190 konjev, avtomatski menjalnik, pa še kupenih drugih zanimivih stvari povezanih s prenovo. Se bi rad naredil kakšen spoiler alert, pa naj to počaka, no. Je pa avto oranj. Ok, zdaj pa tako, kot sem rekel, najprej par stvari odpremo. Za unboxing si drugače ponovadi navajen, da ga delam doma, tam po uni sivi steni, no danes bo pa vse skupaj malo drugače. Se vidimo, ok. Telefon sem naslonil, tole imam za odpreti. 1, 2, 3, 4, 5 paketov. Zdaj bo, tole rabim. Ok, s čem začnemo? Dajmo s tem, ki je na vrh. Črn paket, super, vzel sem ta najbolj oster rož. Come on, mami nože treba nabrusati. Vem, čigavo je. Veš, kaj na vrh piše? Simon Zlep, možakar je bil barman na moji poroki. Se pravi, imamo enkrat espresso martini, enkrat negroni, oprost, a sem prav naglasil, enkrat gin tonic, garnish pack. Model! Koktejle preliješ preko leda, gin tonic, garnish pack pa dodaj k tvojemu poljubnemu gin toniku. A ja, za volan pa obvezno 0,0. Ja, tako se govori. Simon Kociper. Če je kdo za te fore, ne, koktejli pa tako, tip je mahar. Stari. Model se je izpotrudil, Dober si me opremil, nimam kaj reči. Danes bo z mami mešala. Ne s to mami. Moja, ti se vidi. To se je čudno slišal, gremo naprej. Simon, ti se pa v komentarjih oglas, pa daj pa link na Instagram, pa tako naprej. Ok, gremo naprej. Dajmo vzeti kuverto. A smo za? Na kuverti piše družina Komotar. Ave, Ava. Komotarji lepo pozdravljeni. V zavodu Škratelc smo ustvarjalci transversale pravlično do življenjskih poti. No, the best. Ta pomemben del, ker se mnogi, to je res, sprašujete, kam na izlet po Sloveniji, da bo uživala cela družina in da bo izlet hkrati tudi poučen, smo prepričani, da se naše pustolovščine prave za vas. A ja, pa predlogi. Čak. Pot Močvirskih škratov na Mali plac, na Ljubljanskem barju, pravlični Šumberk, smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu na Zaplano. Mimogrede, ti vidiš, kako naš drevo visi. Tole, kar vidiš za mano, je ena največjih z deblom obsežnih tis v Sloveniji. Kaj bomo pa naredili, pa ne vem. Če ima kdo kakšen nasvet, rešitev, sem pripravljen poslušati, zato ker tole vse visi že dolg čas, ampak vidim, da se nagiba vse bolj. Tam na oni strani je pa transformator, tako da treba nekaj narediti. Dobar, ta ideja, moram priznati, se mi zdi vrhunska, ker ena, po Sloveniji čist premalo potujemo in dve, Slovenijo čist premalo poznamo. Mogoče, če te zanima, si stisnem pauzo, ali pa sam na hitro pogled. Vidiš, ker so vsi kraji napisani, so prav Krvavec, Pohograd, Zaplana, Bevke, Ljubljana, pa Domžale tamle z modro. Hvala za tole, jaz obljubim, da bom, ko pridem domov, tole pokazal tudi Tini, ker mi smo ravno zdaj v tej fazi, ki malo načrtujemo, ne? Kam bomo pa letos kam šli. Hvala, the best. Naslednji paket, kaj pa jaz vem, dajmo tega. Poškodovano roko. 2 hands for safety. To bi šel lahko dol s Titanikom, pa prišel čez 100 let, pa bo še zmer suho. Bom najprej prebral, sploh nam pogledal. Živjo Ciril, ker nas je karantena spravila že v vsakodnevno rutino, smo se odločili, da ti popestrimo kuho. To mi deli, zato ti pošiljamo darilni paket oljčnih olj našega mladega družinskega podjetja. Dodatna steklenička olja z bazilika pa je predlog za dodatek na Komotar Minuta pico. A jaz sem na Facebook tudi dal. Moj brat pripravlja Komotar Minuta pico, mimogrede imamo že ožji izbor pripravljen. Karolea Prima. A sem prav naglasil? Dajmo pogledati, kaj je v škatli. Čakaj, to so zdaj najprej pica rolice s čilijem, pica bufala z baziliko, testenine s slanino, ne sam pica, smetano in tartufom. Kastino se doskrat nam rekel, da se kregava, ne, ampak prepirava zadnjo in pa kva imamo dosti, poglej kva imamo dosti, nimamo dosti, pejte štacuno, neče štacuno. Če koga zanima, lej, noter je tudi vizitka, a se vidi, stisnem pauzo. Lično pakiranje, zelena farba, valjda, zaradi močaradov. Jaz sem malo butast, ne, to se pravi, vsak recept gre k enem od teh olj oziroma obratno. Všeč mi je vaš dizajn, simple pa tak zelo fino izpade, no. A lahko malo probam? Ja. To je bil Sven, to je pa Brane. Vnuček, pa je dedek. Samo to, da veš. Ja, mater, ta čili je maspa. Spicy! Fajn. Ful dober, hvala. A veš kaj bi jaz bi tole probil. Pica rolce s čilijem. 2 škatle, 2 paketa imam še, dajmo najprej ta manjšega pa pol ta večjega. Prav piše zraven, Ciril Komotar za unboxing. Živjo Ciril, tole je nekaj, kar ti bo prav prišlo na službenih poteh. Celi družini pa bo uporabno na družinskih dopustih ali pa za vsakdanjo rabo. Paket bambusovih ščetk. Zdaj so pa vsi trije, Sven, Brane, pa še Urška.
Urška Brane, mož žena, pa imajo pa 3 otroke, ne, Mateja, Uroš pa Marko. In Sven je sin od Mateja. Zakaj zdaj jaz to razlagam? Jaz ne vem. Okay, gremo naprej. To se pravi, to je nekaj, če jaz prav razumem, vsakodnevno uporabnega, so okolju prijazne. A ja, jaz sem tak butle. To so zobne ščetke, ne? Bedsta. Razumem. Zobne ščetke. A smo vsi Einsteini? Nismo. A smo vsi Damon Hill? Tudi nismo. Evo ti ga na. Ta plava je zame. Aha, pa trdota je na medium, ne? Kako ste vedeli? Ej, hvala. Ava, Tina, no ona je pa tabela. Kaj lahko še povem, Matej iz samo moja.si, hvala. Gremo naprej na to zadnjo škatlo. Oj, narobe, stari. Spoštovani Ciril, v podjetju Avant skupina z zanimanjem spremljamo tvoje prispevke, ker smo tudi sami ljubitelji avtomobilov. Prav zagotovo imaš do njih poseben odnos, to drži, k čemur spada tudi njegov vzdrževanje. To drži. Šele takrat, ko ti avto pereš in se po njegovi karoseriji pomikaš z dlanjo, s prstnimi blazincami, šele takrat ga zares dobro spoznaš ali pa odkriješ kakšen karoserijski zavihek, ki ga prej sploh po gruntu nisi. In zato hodim pred oprance. Da nadaljujem, zato smo se odločili, da ti pošljemo nekaj izdelkov znamke Autoland, ki jo zastopamo na našem trgu. V tem trenutku imam jaz, da veš kaj doma, 3 gobe, pa en šampon za avto. Gre za široko paleto kakovostnih izdelkov z področja čiščenja, nege in vzdrževanja vozil, ne le avtomobilov, saj na voljo tudi posebna kolekcija za motocikle. Motociklisti, a poslušate, pod znamko Autoland ali Autoland, prepričani smo, da boš navdušen nad kvaliteto in uporabnostjo teh izdelkov, ki so sicer na voljo tudi, super, odlično. Všeč mi je, da ne rabim jaz po škatli pa po izdelkih iskati, kam lahko folk napotim. 4 kot številka kolesa.com. Vam se je zmešal, the best. Evo, ne mi reč, ka vem, da je tako, ena največjih pain in the ass stvari za pucati po avtomobilu, ko ga pereš, so kaj? Feltne, a je res? Cleans brake pads and dust and other dirt and grime. Za shine je tudi. Kaj je shine? Bleščeče, bleščavo, sijoča platišča. Pena za čiščenje oblazinjenja. Nima vsak ledra v avtu, ne? A ni čuden. Ej, kaj je tole? Invisible Viper Blade. Čakaj, a je to tisto, ko našpricaš, pa vse skupaj bolj gladko teče. S tem podaljšaš življenjsko dobo tudi brisalcem. Ne? A smo na isti strani mi zdale. Ful hudo. Ej, až kaj bomo naredili? Čakaj, se sploh še nismo konc. To mi deli, stari. Pa vi ste cari, maj. Cockpit tissues. To je pa ena stvar, ki jo bom jaz nosil pa sabo non-stop. Autoland, hvala. Ker, a veš, jaz ves čas menjam testne avtomobile. In prah je ena izmed stvari, ki mi gre fejst na jetra. Ne samo na piano plastiki, ki je ves čas mikrofibro, ne. Tudi na armaturni plošči. In da imam jaz nekaj ves čas s sabo, da lahko rečem, ok, preden snemam, spucam. Hvala za tole. Pa vidim, da sta dve pa... A ne, to je pa že drugo, stari. Jaz sem opremljen kot Terminator s to opremo. To je v bistvu, če si rabiš spucati roke brez vode, ne. Menaš kaj, pogledaš kaj, mingrede imaš šmeraste prste. Mater, kjera piksna, stari. Univerzalno prodorno olje, mater ste se izprsili, ful hvala. Ful sem vesel. Čakaj, kdo je pisal? Dominik Hlupič, najlepša hvala. Mal sem razburjen. Najraž bi šel zdaj Audija, ker kolega Prica se omejil malo pomeniva. 4 kolesa, 4 številko.com. Janač, dajmo ga kar v kremplje vzeti. Tole, kar vidiš, je prenovljen Audi A4. Prenova se je zgodila lani. Tam pred koncu leta je prišel v Slovenijo in zdaj pride spoiler. Res je dober, no. Zdaj ga vozim že nekaj časa. Pa težko najdem stvari, ki bi me v šusu ali motile ali pa ki bi bile resne pomanjkljivosti. Dobro, tukaj izvzemam njegovo relativno nedostopnost, ker cena je kar visoka, pa še ena stvar me moti, osnovna oprema bi bila lahko bogatejša. Dobro, zdaj pojmo pa po vrst. Audi A4 je en tak orenk avtomobilski klasik, ki dokazuje, da klasika ni za v koš. Se mi zdi, da je prav, da se to vsake toliko časa poudari, zato ker vsa ta SUV norija, pa človek včasih, mislim, uide ti, ne, da lahko vse potrebe pa še več zadovolji tudi en, ne moreš temu klasičen karavan, pa se s tem ne omejujem samo na Audi A4, ne. In A4 je na cestah že koliko? 25, mislim, da celo 26 let. V svojem bistvu, v goli osnovi se avto ni kaj dosti spremenil. Moja mama je pa recimo vozila njegovega predhodnika, Audija A80, bel je bil, če sem najdel sliko, jo bom zdaj pokazal, če ne pa samo malo tako za brez veze prst kažem.
Pa gremo mi lepo počasi naprej. Drugače pa aktualna generacija A4 v vlogu enkrat že pojavlja, ampak zelo zgodaj pri komotra minuti. Vlog 122, tudi takrat sem ga vrgel v kremplje. Ampak če se lotimo pa tega junaka, jaz se še zdaj spomnim tiskovne konference, kjer je Audi zatrdil, da do zdaj še nisem imel avtomobila, ki bi se ob prenovi toliko zelo spremenil, naredil večji korak naprej. Čeprav do zunaj, pa takole na hitrico, niti ni toliko očitno, to je treba priznati. Ampak pa bi bil gospod Mark Lichte, to je Audijev šef dizajna, verjetno malo užaljen. Res je, da se je treba posvetiti detajlom. Pa hitro vidiš, da je vsem prišlo do parih sprememb, a ne sam zadnji, pri odbijaču, pri izpuhih, pri številu okrasja, pa načinu, na kakšnega je ta podan, predvsem pa sprednji del, daj skočimo pogledati. Valjda, ne, te prve stvari, ki so drugačne, boš opazil predvsem pri videzu žarometov. Mimogrede od prenove naprej zdaj serijsko svetijo OLED tehniki, pa maska, ne, tudi ta je drugačna, predvsem tale del tukaj je ne samo, da je širši, je tudi ožji, kakorkoli hecno se to sliši, pa tale satovje, ki ga vidiš, ne, če se jaz ne motim, pa lahko, da se je bil prej rezerviran za te najbolj športne Audije, za tiste ta prave S-e. A ja, pa še ena stvar moram pokazati, tam je pa tako malo mi je simpatična, ne. Kako vsi pizdimo nad temi, kako smo vsi hudi zaradi teh fake rorov, ne. Se mi zdi, da pri Audiju so pa dobesedno obrali eno sredinsko pot, zato ker, ja lej stari, na desni strani ni luknje, ne. Če se sprehodiš na levo, ja, tukaj boš pa najdel kaj podobnega izpuhom, a ne da? Dobro, pa če še malo stanemo pri zunanjosti in če smo absolutno fair. Mislim, da je v primerjavi s prejšnjim, to se pravi pred prenovo, isto ostala sem havba, streha, pa mogoče še kakšna malenkost. Vsi ostali deli so pa drugačni. Pravzaprav se zdajle iz glave ne spomnim karavana, ki bi mi bil toliko všeč kot ta, ko govorimo o čist novih avtomobilih. Mislim, se kaj najde, če bi se podružil, ampak na prvo žogo, kaj pa vem. Ne vem, no, mogoče kaj od Mercedesa. Ostalo pa... Dobro, zdaj pa jaz v senco zapeljal, da pokažem kabino enakomerno osvetljeno. Evo, zdaj pa da vidimo, kdo je tisti junak, ki bo te prvo pogruntil, kaj v tem avtomobilu manjka. Dam vam 2 sekundi, pa pokažem. 1, 2. A veš, kaj manjka? A se spomniš upravljalnika, ki je bil ponovadi tukaj? Zdaj je tukaj en tak priročen predal, prej bil pa okroglo vrtljivo stikalo, da si z njim lahko šaltil po vmesniku. Zdaj pa vmesnik nov oziroma posodobljen, 3. generacija. Pokončen zaslon mimogrede ostaja in ta vmesnik je za upravljati, ne rabiš prvanja niti malo. V zaslon je odlično občutljiv dotik, menijska razporeditev, vse ostalo štima točno tako, kot mora. Tukaj spodaj pa manjka, ne? Ni več tistega kolesa. Je pa malo več placa, prostor za tale predal, kot sem že prej rekel. Feeling v kabini je vrhunski. Všeč mi je, da se lahko namestim res nizko. Paše mi, da je S-Line oprema, tudi zato, ker je volan še malo manjši, ker je športen, to ali spodaj presekan ali ne, moram priznati, da mi je čisto vse. Pa veš, kaj se mi še zdi pomemben, ne? Zdi se mi, da A4 predstavlja v tem trenutku eno boljših kombinacij sodobnega pristopa s klasiko. Mislim, to, kar ponuja ta avto, ki prije do stikal, do uporabnosti, do ergonomije, do priročnosti, ja ne vem, zakaj ne more takole kar ostati, no. Veliko se zdaj govori o stikalih, o površinah občutljivih na dotik. Zanima me in komi čakam, da dobim na test Golfa. Ker ta primerjava bo res interesantna, ne. A veš, a so uspeli narediti nekaj, s čemer bomo zadovoljni mi, s čemer bodo zadovoljni starejši vozniki, s čimer bo zadovoljna avtomobilska publika, ki je v primeru Golfa res široka. To je to. Tukaj noter praktično brez pripomb. Gremo naprej. Evo ga, kufer 495 litrov v osnovi, kar je daleč od rekorda ali pa konec koncev tistih prostornejših kufrov nasploh. Mi je pa všeč, da ponuja tiste stvari, ki so pomembne za dober kufer. To so prav dobre materiale, pravilne oblike, predvsem pa recimo tako LED osvetlitev, ne samo na eni, ampak na obeh stvarih. To se pravi, tale Audi v osnovi stane, čak sem malo, da je Tronic, 51 jurjev, s to opremo, Audi A4 TDI Quattro S-Line S-Tronic. Pol je pa kupljenje dodatne opreme, ki je tukaj zaseda skoraj pol lista in končna cena pride na dobrih 66 jurjev. A veš kaj? Da nam zdaj kaj spustil, a pa da nam še rekel, česa nisem omenil. Vmes tole sliku, dam sliko zdajle, ti pa stisnem pauzo, pa si umer prebere. Prav. Pa da še rekel, nisem nič o motorju povedal, gre za nevrste sodobno klasiko, 140 kW z 2-litrskega dizla, 400 Nm navora, quattro pogon, avtomatski menjalnik. Ok, kaj še nisem povedal? A ja!
Audi pravi, da so malo obogatili tudi njegovo vozno dinamiko. Jaz sem opazil, ali se je pa sam meni tako zdelo, lahko da je to, kar sem potem prebral tudi v novinarskem materialu, da je kabina malo tišja, pa generalno ne bi se malo lep špelil. In kar se teh voznih lastnosti tiče, star, jaz moram tako reči, Audi A4 se je že pred prenovo peljal vzorno. Kar se pa samega modela tiče, še zdaj je na voljo v limuzinski izvedbi, pa karavanski tudi, pa all-road tudi. Ok, za konec je to, se mi zdi, da sem vse te glavne stvari povedal. Pa še nekaj, v želji, da vse ne bi izpadel preveč navijaško, pa kljub temu ne. Noro dober avto se mi zdi, no. Tako celostno gledano. Dobar, drag je, kakšen sistem več bi lahko imel v osnovi, ampak all in all, god damn it, Audi. Je kar prvrh, nimam kaj reči. Ok, je pa to res to. Ajde.